Naslednje 3 dni bom jedel samo tisto, kar lahko ujamem v nekaterih najbolj nevarnih in ekstremnih terenih na svetu. Ta pustolovščina se začne prav zdaj. Pravkar smo pristali na eni najbolj norih plaž na planetu Zemlja in naslednje 3 dni bom lovil svojo hrano. Če ne ujamem ničesar, bom lačen vsak dan. Orožja bojo postajala vse težja in težja. Poleg tega pa moramo vsak dan ujeti novo žival. Nimam pojma, kaj nas čaka v naslednjih 3 dneh. Ampak vzel bom karkoli lahko dobim, ker tukaj nimam nobene pomoči človek. Orožja, ki jih uporabljam, so ena najtežjih, kar jih lahko uporabiš za lovljenje hrane. Zdaj, tole tukaj, fantje, je tisto, čemur pravimo ročna sulica ali havajska frača. Ma tole gumico zadej, povlečeš jo naprej in spustiš. In tako bomo, upam, ujeli živali, prav? Zdajle, odložil bom na hrbtnik, ker se potinka nor. Če pogledate za mano, imamo to ogromno skalnato rtič. Če sledite temu naokol, tam dejansko poteka greben. In od tam, fantje, upam, da bomo lahko snorklali naokol in najdeli nekaj čudovitih rit. Trenutno imamo močno naraščajočo plimo, kar pomeni, da veliko živali prihaja, se premika in se hrani po tem grebenu. Lahko si zagotovimo hrano za prvi dan. Rad bi videl, če lahko zakurimo ogenj na tej plaži. Ampak človek nočem prehitevati, ker je to orožje, ki ga uporabljamo, zelo, zelo zahtevno. In od tle naprej bo samo še težje. To bomo imenovali naš mali dom. Noro je, povsod imamo palme. Zdajle si oblačem to neoprensko obleko, ta me bo zaščitila pred urezninami na grebenu. Obstaja nekaj, kar se imenuje ognjeni koral. In v bistvu je to mehki koral, ki je tam zunaj, in če se ga dotakneš, ti dobesedno zažge kožo. Ko bomo tam zunaj, vam bom pokazal, kako sploh zgleda. Pravzaprav sem zdaj malo živčen, ker vsakič, ko delam te izzive, na koncu spravim v usta eno izmed najbolj nenavadnih živali sploh. Držim pesti, da ne zbolim ali dobim kakšne doživljenjske bolezni. Počutim se, kot da sem v Avatarju. Pejmo pogledat, če lahko dobimo kaj hrane. Uglej si to! Poglej tisto stvar. Ni šans, da to jem. Že prvi dan. Se vidimo kasneje. Juhu, imamo enega.
Uspel nam je, fantje, dobili smo neko hrano. Ampak naj vam povem, to ni dober znak. Ko je tok mehno in gre v tvoje hlače, ampak to je v redu, navajen sem imeti mehne stvari v hlačah. Naj vam pokažem, kaj smo dobili tukaj. To tukaj, fantje, je tisto, čemur pravimo riba za taščo. Naj bi bila toliko slaba za jest, da jo daš svoji tašči, stari. Ampak imenuje se tudi poslikana sladkoustka. Lahko vidiš v njena usta, tam noter je svetlo rdeča in zato ji pravijo sladkoustka. Ni nobena pošast, ampak tako je. To je neka vrsta hrane, temu pravimo veveričja riba. Pri nas v Avstraliji pravimo, če je rdeča, je mrtva, ker te rdeče ribe so res neverjetnega okusa. Torej, tole tukaj, to gre na ogenj, to bo samo mala malca. Fantje, te ribe tukaj ne bodo dovolj zame. Jutri bomo morali ujeti kaj boljšega. 100%. V redu, zdaj bomo šli v grmovje in nabrali kup stvari. Fantje, naj povem, tista sulca tam zunaj je bila uporabna kot klovn na pogrebu. Stvar je bila popolnoma neuporabna. Ni imela nobenega dosega človek. Sem meril, videli ste, nekaj job rib, vse. Imela je res bedno, šibko moč. Popolnoma neuporabna. Kakorkoli, jutri se ne bom obremenjeval s tem. Imamo novo orožje. Menda bo še težje. Ne vem, kako bi lahko bilo še težje kot to. Ampak prav, saj nekaj hrane imamo, tako da bi bilo lahko še slabše. Poglej tole. Prežgem še en ogenj. Tukaj, poleg te hude palme, popolno. Nabrali smo celo kupico lesa. Kar želimo narediti je, da gremo v grmovje in poiščemo nekaj netiva. Zmanjkuje nam svetlobe. Nimamo je več veliko. Sonce zahaja. Fantje, hočem videti, če lahko hitro naberemo nekaj netiva. Rad bi to skuhal, preden bo popolnoma temno. To netivo bo zagotovo takoj zagorelo, zato ga pržgimo. Tole ima prave tropske vibracije. Ej, ta kraj je noro dober. In imamo hrano za prvi dan. Ne mora verjeti. Ni velik, ampak nekaj imamo. Tukaj bomo dali naše netivo. Naredimo malo kurišče. O, moramo to skuhati, stari. Lej, kakšna vročina prihaja iz tega. O, peče me. Kako je to, stari? Ogenj je pripravljen za kuho. Za tole trenutno živimo. Fantje, ogenj že lepo gori. Skor smo pripravljeni, da damo ribo direktno gor. Hočem počakati, da malo pogori, da bo toplota enakomerna. Nočem prekuhati teh rib. Fantje, ne vem, kaj bom jedel naslednjih nekaj dni, zato si lahko vsaj privoščimo en spodoben obrok. Ravno sem šel po ta palico. Je lepa, zelena palica. Kar sem naredil, je to, da sem jo namočil v vodo, da se ne bo zažgala. Hiter bom še zašilil konce. Vzamemo ribo, jo nataknemo naravnost skozi usta, tako, in jo potisnemo čez celo palico. In to je naša riba na palici. V redu, dajmo jih dati nad ogenj. Gremo. Bo naravnost nad to vročino. Samo poskrbeli bomo, da se to malo bolj razgreje. Evo, gremo, gremo, gasa. Imamo svežo ribo za prvi dan. Naj ogenj še malo podkuram, naj se to kuha, zgleda neverjetno. Oja, pripravljena je. Naše palce gorijo, prekleto. Dajmo jo dol, odstranimo jo, naravno s palc. Poglej to, mislim, prva riba. Poskusimo to. Tašča. Običajno, fantje, so te precej za nič. Ne bom lagal, zato ne vem, kaj pričakovati. Koža na zunaj je precej zoglenela, zato jo samo ulupam. Vidite, poglejte to belo meso. Poskusimo. To ribo bi moral 100% preimenovati. Resno. Pravzaprav je kar dobra. Obdržal jo bom zase. Ne bom imel tašče. To je zdaj sveže meso in je ena izmed teh. Poskusite to ribo veverico. Je veliko bolj rahla kot svitlip. Svitlip je bolj podoben piščancu. Ta se kar razpada. Poglejte, kako je mehka. No, povejte mi svoje mnenje. Mislite, da sem pobral vse meso z teh rib?
Mislim, da mi je sweet lip dejansko bolj všeč. Imel je več mesa, medtem ko je riba veverica bila skoraj sama koščlok. Nič ni ostalo na njej. Potreboval sem nekaj slastnega mesa. Trenutno nisem zadovoljen. Tako sem lačen, da bi pojedel konja. Ampak jutri je drugi dan in gremo spet. Fantje, upam, da bom jutri dobil kaj dobre hrane, kaj pravite? Ker ti z dve majhni ribi sta bili samo prigrizek. Se hecaš, se vidimo jutri, zgodaj zjutri za drugi dan. Imamo novo orožje, nov teren in ne moramo dobiti tistih rib, ampak upam, da bomo lahko ujeli kakšno žival. Se vidimo zgodaj zjutraj, veliko ljubezni v uhu. Dobro jutro vsem skupaj. Danes je drugi dan in pravkar smo prispeli na eno najbolj norih obal doslej. Človek, danes moramo dobiti hrano. Včeraj ste videli, bila je prava borba in na koncu smo ostali praktično brez vsega. Danes zjutraj sem tako lačen, danes bomo uporabili res noro orožje. To je podvodni lok in puščica. To je dejansko puščica, ki jo preprosto zatakneš v to elastično vrvico, tako da je pod vodo. Lovili bomo na ta način. Upam, da nam uspe ujeti kakšno večjo žival. Ampak fantje, to orožje je zelo težko uporabljati. Celo noč je močno deževalo, zato ne vem, kakšne so naše možnosti, da zakurimo ogenj. Ampak najprej se osredotočimo na to, da ujamemo kakšno ribo ali kakšno drugo žival. Pravzaprav še nikoli nisem bil tukaj in nikoli nisem raziskoval tega območja. Zato ne vem, kakšne živali so tukaj. Upam, da ni kakšnih velikih morskih psov in da je veliko velikih živali, ki jih bomo lahko lovili. Lok in puščica, lep, moker, neoprenski kombinezon. Nimam pojma, kaj bomo sploh ujeli s tem lokom in puščico, ampak trenutno se počutim tako gol. Poglej to malo stvar. Približno je velika kot moja. V redu, pejmo v vodo, gremo. Ja, pravkar sem zgrešil lignjaka, stari. V redu, imamo jo. Poglej to stvar tukaj, človek. Ne morem verjeti. Vidite to, fantje? To je ogromen morski ježek, ki smo ga pravkar ujeli s sulico. Ta stvar je bila dobesedno vsa v bodicah. Ko sem sedel v tej jami, sem si mislil, brate, nisem mogel ničesar ujeti s tem lokom pa puščico pod vodo. Zato sem moral najti tarčo, ki se ni premikala. Fantje, to mora biti ena izmed najbolj norih živali sploh. Poglejte to stvar v njem, ta svetlo rumena stvar. In to bo neka vrsta hrane, ki jo bomo dejansko pojedli. Njegova mošnja oziroma njegove gonade.
Sploh ne morem razložiti, kako težko je bilo ustreliti tisto stvar tam zunaj. Vidiš tisto ogromno špansko skušo, ki je priplavala mimo. Stvar bi imela okoli 25 kg. Ciljal sem nanj, rekel sem si, brate, če zdaj ustrelim to stvar, je moja sulca zgubljena. Poglejte, ne bo velik, fantje, ampak odprli jo bomo. Ta stvar izgleda prav prazgodovinsko. Verjetno je strašljiva. Poglejmo, kaj je v tej stvari. A? Se hecaš mano zdaj, resno. Poglej, svetlo rumena stvar, mogoče jo lahko vidiš, kako kuka ven. To je prav ob steni. Tista žvalka me je že ugrizala v prst. To so v resnici njene spolne žleze. In to je del, ki naj bi ga pojedli. Poskusimo, to je naša hrana. Je kot kremasto, skoraj kot okus oceana. Nisem ravno navdušen nad tem. Upravičujem se vsem Novozelandcem tam zunaj, ampak raje bi imel tisto čudovito špansko skušo. Dobesedno sem prigrizoval tega morskega ježka, fantje. Ampak recimo samo, da trenutno sploh nisem sit. Jutri je zadnji dan, tretji dan in gre za vse ali nič. Sem že skoraj brez energije in postaja vse težje. Vidimo se jutri na tretji dan. Novo orožje, nov teren in upajmo, da nova žival, brat, nekaj, kar je dobro. Vidimo se zgodaj zjutraj. Veliko ljubezni, Šekel. Dobro jutro vsem. Zdaj je tretji dan in imamo zadnje orožje. Fantje, nimam več energije. Videli ste, kako težko je bilo včeraj. Okoli nas so veliki nevihtni oblaki. Zdaj sem zunaj, zgodaj zjutraj. Temu bi rekel čista zora, kar pomeni, da je to praktično najzgodnejši čas, ko lahko zjutraj vstaneš, fantje. Zdaj imamo veliko oseko na teh obalnih plitvinah in imam svoj nož, zadnje orožje tega izziva. Kdo ve, kaj je v teh plimskih tolmunih, ampak začeli bomo raziskovati. Mislim, da bom moral pojesti kakšno noro bitje. Imamo vse te vodne luže in upam, da bomo našli kakšna zanimiva bitja. Plima prihaja in tudi dež se očitno bliža, tako da tekmujemo s časom. Upam, da bomo tukaj našli kakšno žival. Tukaj mora biti nekaj dobrega, zagotovo mora biti. Moramo iti še malo višji. Obala. Zdi se, da je tukaj voda preveč narasla. To je eden najbolj edinstvenih delov obale, kar sem jih kdaj obiskal. Kaj se zgodi je, da je za tisto rtom dejansko sistem mangrov, ki se izliva ven. In na tej zapuščeni obali sem že prej našel veliko res zanimivih živali. Torej, držimo pesti, da nam kaj uspe, fantje. To bo dobesedno naš zadnji preizkus. Včeraj ste videli, da je bilo res najtežje. Tako da zdaj res nekaj potrebujemo, človek. Res nujno nekaj potrebujemo. Poglej vse te ribe tukaj, človek. Če bi imel svoj lok in puščico, bi bilo to veliko lažje. To je noro, človek. Poglej to. To je dejansko morska zvezda, ki jo lahko vidiš. Poglej, kako se premikajo. Res noro. Je kot hobotnica. Večinoma so morske zvezde res počasne, ampak te se premikajo tako hitro, da je noro. Poglej jih. Če dam prst tja, poglej, kako se premika. Ne morem je pojesti, zato gremo naprej. Tukaj imamo jeguljo, mislim, da jo lahko pojemo. Je ravno tukaj, vidiš jo, ujemi jo, če lahko jo bomo ujeli. Ja, imamo ga. O ne, tam gre. Je pod tem kamnom tukaj. Je pod tem kamnom tukaj. Ne moram dati prstov pod kamen, ker me bo ugriznil. Ampak nekje bo prlezel ven. Še vedno je tam spodaj. Tukaj je. Ja, imam ga, pravkar sem ga pritisnil z našim nožem. Tukaj, fantje, vidite ga tam? Pravkar sem ga pritisnil. Poskuša ugrizniti moj nož, fantje. Poskuša ugrizniti moj nož, spravite ga ven. Dej no, prijatelj, dej no. Nočem te več poškodovati. O, ne. Zgubili smo ga. Kje je tam? Tamle je, lahko ga dobimo. Prekletstvo, prijatelj, poglej, kako plima prihaja. Ne vem, kaj se mu je zgodil. Samo tekel sem za tisto jeguljo in sem se urezal. Poglej to. O, hudiča človek. O, to me res boli v stopalo. In mislim, da smo zgubili svoj obrok. Skril se je tukaj spodaj človek. Odločil sem se, da moramo iti naprej, fantje. Nič ne moramo storiti.
Trenutno hodim bos po teh plitvinah in pravkar sem opazil eno najbolj nevarnih živali na svetu. V redu, stopam zelo previdno, ampak prav tam je stožčasti polž, ena najbolj nevarnih živali na svetu. Vidite lahko, da ima bodico, ki štrli iz njega. In če me zbode, sem mrtev človek. Imenujejo jih tudi cigaretni polži, ker če te eden od teh zadene, si mrtev hitreje, kot lahko pokadiš cigareto. To ni šala. V redu, spravil ga bomo pod skale, ker nočem stopati nanj. Našli smo nekaj ostrig na plitvini. Zdaj bom to stvar odprl. Tako, nekaj hranil, malo strige, večinoma lupina. Ne vem zakaj, ta je bil res večljiv in zelo, zelo kremast. Tisti mi ni bil všeč, a veš? Sploh ni šel lahko dol, kot da mi je obstal v grlu, stari. Dejansko so hobotnice po teh plitvinah, fantje, in kar naredijo je, da ujamejo te rake in jim praktično izsesajo vse hranilne snovi iz klešč. Lahko vidiš, da ima tukaj luknjo. Točno to naredi hobotnica, prav? To je dober znak, pomeni, da so tukaj raki in hobotnice, ki jih lahko najdemo. O, imamo še eno jeguljo. Poglej jeguljo, poglej, če jo lahko dobimo. O, hudiča, poglej ga. Poglej ga, je pod tem majhnim kosom korale tukaj. Bom poskusil, če ga lahko zbodem. Načrt napada, prav, lahko to obrnemo. In takoj, ko ga obrnemo, ga moramo udariti, brate. Oh, tam gre. Zgrešili smo ga. Tukaj nekje je spodi. To je še eden, ki smo ga zgrešili. Ne, to je bil res slab poskus z moje strani, kaj? Če ne bom imel dobrega strela, ga raj pustim živeti in ga spustim. Lahko bi ga verjetno s tisto skalo dregnil od spodi. Ampak veš kaj, zasluži si svobodo. Kdo bi si mislil, da je lovljenje jegulj po plimskih bazenih tako zabavno? Prav, gremo naprej. Res sem čuden, stari. Večina živali, ki so tukaj, res mehne. Hobotnice z modrimi obročki, stožčasti polži in morski ježki. Imaš pa tudi ribolev, stari, da lahko spravijo iz igre. Res je veliko bolj strašljivo hoditi tukaj, kot pa plavati v oceanu z morskimi psi. Poglej to, to je noro, fantje. To je dejansko morska zvezda. Kar naredijo je, da iztegnajo vse svoje mehne noge in s tem lovijo delce hrane. Ko prihaja plima in oseka, razmišljam, da se moramo premakniti vzdolž te obale, tja, kjer mangrovski sistem izteka ven. In od tam, upajmo, na vse ali nič, bomo nadal kakšno žival. Prav, pejmo v to smer. Joj, človek, tista nevihta tam zunaj, divja kot besen bik v trgovini s porcelanom. Upam, da nas ne zadene, drugače me bo udarila strela. Iskati jegulje se mi zdi kar dobra zamenjava. O, moj bog, fantje, to je blatni rak, ki prihaja iz tega mangrovja za menoj. Prav, zdaj mu bom z nožem šel naravno skozi. Ja, imam ga. O, ne, poskuša me ujeti. Ubil ga bom. Poglejte to, dejansko smo dobili blatnega raka. Ko sem mu z nožem šel naravno skozi hrbet, lahko vidite, poglejte to. Takoj sem ga onesposobil. Prav tam. To je hrana. Ne morem verjeti. Nabiral sem te za hrano in potem sem opazil temno stvar tukaj v teh plitvinah. Ujeli smo blatnega raka. Človek, poglej to, bil je v nekakšnem boju. Gremo stran od svojo hrano. Čas je, da skuhamo tega lepotca. Fantje, ne morem verjeti, da smo pravkar našli to žival. Običajno jih najdeš v blatnih plitvinah in podobno. Mislim, da ga je nekdo odnesel ven in ga je potem ujela plima. In uspelo mi ga je kar pokončati. Ampak poglejte te klešče. Z nožem sem šel naravnost skozi njegovo telo. In prav tam je njihov centralni živčni sistem pri teh živalih. Ti fantje tukaj imajo drugo, najvišjo raven testosterona med vsemi živalmi, takoj za bikom. Tole tukaj, to bo za nas lizike za 3. dan. Ja, držim ga kot trofejo. To ne bo običajno kuhanje. Dobil sem najbolj noro idejo, prav? Vidite, da je popolnoma mrtev. Zato ga bom zdaj očistil. Tukaj imajo to mehno gubo, tukaj je mehen V, ne velika vrečka, kar pomeni, da je v resnici samec.
Kar bom naredil, je, da bom prst potisnil pod to gubo in jo preprosto povlekel navzgor. Kar dober, pripravljeno, v redu, prvi korak. Moramo zakuriti ogenj, fantje, ampak tega raka ne bomo dejansko kuhali v ognju. Tukaj imamo celo kupico lesa. Potrebujemo nekaj lahkega, suhega, nekaj, kar bo prijelo iskro. Lepo in enostavno. To je popolno, fantje. Skrito po temi drevesi je ostalo lepo suho. Kaj je to tukaj? Na plaži sem našel malo deodoranta, v njem ni nič več, ampak človek, Zdaj bi ga res potreboval. Potin se ko pes v kitajski restauraciji. Poskušamo nekaj povsem novega, česar še nikoli nisem počel. Dobro, da smo na tropskem otoku. Ravno sem šel in vzel ta zeleni kokos z nizko visečega drevesa tam zgoraj. In kar bomo naredili je, da ga bomo odprli. Dejansko bomo preverjali, če lahko skuhamo raka v tem kokosu. Odprli smo jo, to bo verjetno delovalo. Zem tega, vrz ga kar tja, ogromen blatni rak v kokosu za zaključek zadnjega dne. To bo noro, prav fantje. Imamo postavljene 3 kamne tukaj. Kar bomo naredili, je, da bomo vzeli naš kokos in ga postavili kar na te kamne. Prav tam imamo oglje, damo ga v naš kokos. Trajalo je celo večnost, da so se te stvari skuhale. Zato sem jih vzel iz kokosa nad ognjem in jih nato dal nazaj v kokos. Pustil sem jih vreti nekaj časa in potem sem postopek ponovil. Ampak mislim, da so skoraj gotove, izgledajo kar dober, v redu, odstranimo jo. Vroča je, človek. Poglej to, ima tisto svetlo oranžno barvo. Takrat veš, da je kuhana. Odprli jo bomo in videli, kako bo to šlo. Poglej vso to meso tam. V redu, poskusimo. Dajmo ji priložnost. Iskreno, kar stopi se v ustih. Je tako dober. Res je najbolj sladko meso, kar sem ga kdaj jedel. Res odlično. Če bi bil ta video všeč, prosim, pokažite podporo, všečkajte in se naročite na kanal, pa se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Pošiljam vam veliko ljubezni.